lepa. Ponavadi je le nekje na sredini, danes je tako naneslo, da pač začnem. Jaz nekako v izhodišče današnje diskusije, ki se mi zdi zelo aktualna, se mi zdi, da je potrebno postaviti pravzaprav vprašanje, kaj je dejansko z vidika pravičnosti bolj pravično, da toliko razpravljamo o tem, ali je omejevanje javne porabe socialno vzdržno, ali je pravično, ali bi morali vprašanje pravzaprav obrniti, ali ne bi bil recimo nek neselektiven dvig davkov pravzaprav večji poseg v pravičnost v družbi, kajti vsak davek je na nek način zaseg posameznikovega dohodka, je poseg v njegov individualno pravico razpolaganja z svojim dohodkom. Druga stvar, ki se mi zdi bistvena je, ali bi bilo z tega vidika bolj pravično, da bi denimo vlada, ki je po moje zelo pogumno in korektno postavila v središče kot prvo prioriteto svoje politike stabilizacije oziroma stabilnost javnih financ, ali pa bi bilo denimo bolj prav, da bi pristajala na nevzdržni javni porabi, na ohranjanju neke nenormalne visoke javne porabe v tveganju, da se soočimo s scenarijem, ki ga danes potem gledamo v nekih drugih državah, kot je recimo Grčija, kot smo gledali v Islandiji in podobno. Sam seveda mislim, da je ta odločitev, ki je bila tudi politična sprejeta, da se gre v omejevanje javne porabe veliko bolj pravično do vseh subjektov v tej državi, kot pa bi bilo, če bi ohranjala dejansko neko kontinuiteto ekonomske politike. Sama diskontinuiteta z obstoječim, z preteklim stanjem je pravičnejša kot pa nadaljevanje nečesa, kar pa povzroča potem nepravičnosti v družbi. Zdaj imamo konkreten primer na Islandiji, kjer vidimo, da je sedanja vlada, oziroma pretekla vlada, ki je povzročila z nekimi nespametnimi ukrepi oziroma poglobila krizo, končala na sodišču, ker so se pač ljudje na neki točki spoznali, da nekdo mora biti odgovoren za stanje, ki je nastalo. Lahko se seveda vprašamo, kaj bi bilo, če bi tista vlada ravnala drugače. Verjetno bi se Islandija izognila krizi. Vprašanje pa je, če bi tista vlada bila za to nagrajena, politično mislim. Kajti ljudje vedno, ko presojajo vladne ukrepe, jih presojajo z vidika nekih žrtve, ki jo morajo prispevati. Omejevanje javne porabe seveda pomeni poseg v nekatere privilegije, koristi, ki jih pač posameznik ima. Po drugi strani pa seveda ljudje ne vidijo, kaj bi se zgodilo, če se ta poseg ne bi zgodil. Se pravi, kakšen je tisti negativni scenarij. Nimajo izkušnje z tistim najbolj črnim scenarijem in zaradi tega tudi izognitev tistemu scenariju običajno ni nagrajena. To je dejstvo. In prav zaradi tega se mi zdi, da je neka politična odločitev, da se v tej državi javne finance konsolidirajo, da se preneha z čezmernim trošenjem in da se srče javno-finančne politike postavi osnovna gospodinska logika, da lahko trošimo toliko, kot ustvarimo, da jo je potrebno podpreti. Še posebej zato, ker bo prišlo tukaj do posega v nekatere privilegije interesnih skupin, ki bodo seveda te privilegije izjemno močno branile. Nasprotovanje ukinitvi posameznega ministrstva za kulturo je bil samo simptom tega stanja, kjer smo videli, da še ni prišlo do nikakršnega rezanja programov, pa je seveda del te srednje močno nasprotoval nečemu, kar je bilo tako ali tako naprej napovedano. Da je potrebno posegati v nekatere programe, je gotovo nujno. Jaz osebno tudi mislim, da je sama usmeritev, da se najprej skrči nekatere programe, ki v ničemer ne prispevajo k blagostanju te družbe, koristna. Tako po posameznih resorjih je potrebno pogledati, kateri so tisti programi, kjer se dejansko različne interesne skupine hranijo že dlje časa. Spominjam se, ko sem še sam bil v vladi, je bil narejen napor k tako imenovanemu programskemu proračunu, kjer se je pogledalo po posameznih programih, kaj ta država financira. Ugotovitev je bila seveda, da
ene in iste interesne skupine ali pa zelo podobne programe financirajo različna ministrstva. Kajti posamezne interesne skupine so postale zelo spretne pri izkoriščanju te državne blagajne. Žal ni bil narejen potem naslednji napor, da bi se dejansko očistilo te programe, da ne bi prišlo do podvajanja. Cel kup je raznih nesmiselnih programov in zame na nek način ne metafora, pač pa metafora je dejstvo, da so tisti umetniki, ki so si nadeli ime sedanjega predsednika vlade, samo s tem, ker so še šli neko moderno umetnost, ker so povzeli ime, v praktično 2-3 letih zaslužili več, kot pa bo aktualni predsednik vlade za svoje resno delo dobil v 4 letih. Tega, jaz ne vem, če še kje obstaja takšen primer v katerikoli evropski državi, to je res absurd vseh absurdov. Če rečem drugače, pravzaprav nujno je seveda te programe prevetriti in jaz mislim, da je to dolžnost do davkoplačevalcev, da je potrebno to podpreti. Prav tako menim, da ko govorimo o pravičnosti, je seveda dolžnost vlade, da na nek način spostavi neke delovanje institucij v družbi, ki ne delujejo. Jaz sam verjamem, ali pa sem zagovornik nove institucionalne ekonomske šole, ki poudarja oziroma razlaga razlike v gospodarski rasti in razvoju med državami z različnim delovanjem institucij. Pri tem tako poudarja formalne institucije, kot neformalne, med katere spada kolektivno obnašanje, kolektivno prevzeti vzorci obnašanja. V Sloveniji je takšen vzorec seveda hranjene na javnih jaslih pri različnih proračunskih virih, če se le da podvajanje teh različnih virov pri različnih ministrstvih. Drug takšen kolektivni vzorec je postala plačilna nedisciplina. To je, kot bi rekli tujci, the way of doing business in Slovenija, oziroma ustaljeni način poslovnega delovanja v Sloveniji. Nekateri seveda izigravajo tržna pravila igre. In vlada se lahko proti temu, po moje, bori samo z sposobitvijo tistih institucij, ki v preteklosti niso delovale, vse od osamosvojitve. In tukaj gre tako za učinkovitost pravosodja, sodstva. Vemo, da reševanje sodnega spora v Sloveniji traja, ko govorimo o gospodarskih sporih, 1290 dni, v Nemčiji pa leto dni 4-krat manj. To je tisto, o čemer je treba govoriti kot o nepravični družbi in o nečem, kar potem daje negativne signale trgu in sproža negativno kolektivno obnašanje vseh subjektov na trgu. In zato ima vlada ne samo pravico, ampak dolžnost tudi, da poseža nekatere institucije. In jaz osebno z tega vidika sem bil presenečen, koliko časa se je v Sloveniji namenilo razpravi o tem, ali naj tožilstvo spada pod ministrstvo za pravosodje ali za notranje zadeve, vmesto da bi se razpravljali o tem, ali bo ta rešitev dejansko prispevala k bolj učinkovitemu pravosodnemu sistemu. Kajti ni bolj nepravične situacije, kot da posameznik, ekonomski subjekt ali katerikoli drug, še naprej deluje v sedanjem stanju, ki je posledica preteklih 20-letnih pač neučinkovitih poskusov izboljšanja tega sistema. In zato tudi sam, mogoče da ne bom predolg na začetku, počasi sklenem s tem, da menim seveda, da ko govorimo o omejevanju uporabe, ko govorimo o nekaterih posebih tudi v institucije te države, je treba se vendarle vprašati, ali nekaj vendarle ni nujno narediti, ali ni odgovornost tistih, ki so dobili oblast oziroma ki so dobili pravico do upravljanja s to državo in ki jim je ljudstvo podelilo mandat za to, da nekaj storijo, da to tudi naredijo, če tudi so nekatere stvari mogoče na kratek rok nepopularne in jih je treba vendarle podpreti. Menim, da je seveda dolžnost na nek način tudi intelektualcev, da podprejo prizadevanja vlade za omejevanje javne porabe, da na nek način se širi to zavest v družbi, da je vendarle nekaj treba storiti, da je kontinuiteta pretekle politike nemogoča
In enako tudi, ko govorimo o reformi nekaterih institucij, vključno z neučinkovitim delovanjem pravosodnega sistema, kjer vemo, da vsak, kdor poskuša se tega resno lotiti, naredi na velik odpor interesnih skupin. In temu smo že sedaj priča in ne bi bilo dobro, da se to obrne v nek poskus ohranjanja statusa quo na različnih področjih, ker je to zelo veliko slepilo in ta zgodba se kasneje potem vedno zelo negativno konča, se odvije v spiralo in status quo je samo na vide status quo. Status quo bi bil dober, če bi bilo stanje dobro, ker je pa stanje slabo, je pa seveda vlada dobila mandat za spremembe in te spremembe, jaz mislim, da so potrebne in jih mora pač tudi izvesti. Hvala.